Vprašanje, ki mu enostavno ne morem pobegati, ker se vedno ponavlja, koliko botoksa imaš v ustnicah. In zdaj mislim, da je cajt, da odgovorim. Akcija! Živijo, pozdravljeni nazaj na Junijemu kanalu, pozdravljeni nazaj v moji sobi. S tabo je Lilian X in danes nas čaka en res zelo... Še začel nisem, se že zmotam. Pozdravljeni nazaj v moji sobi, pozdravljeni nazaj na Junijemu kanalu, Lilian X je s tabo. Danes nas čaka en res zelo zanimiv video, en tak bolj sproščen video enkrat za spremembo, ker bom odgovarjal na vaše vprašanja in na vaše domneve o meni. Tako, jaz mislim, da najbolj, da kar neham lepetati, jaz sem pripravljen, ti si pripravljen, zdaj bomo začeti z vprašanji, pa gremo poj na domneve. Vprašanje, ki se je največkrat ponavljal, iz kje si? In tukaj imam zelo kratek odgovor, iz Tržiča. Vem, da vas verjetno veliko ljudi sploh ne pozna tega malega mesteca na Gorenjskem. Smo tako zraven meje z Avstrijo, ampak daj me vprašaj, kolikrat sem bil v Avstriji? 3-krat. Naslednje vprašanje, kako si kaj, če pogovoriva zdaj trenutno sem res v redu, ker snemam tale posnetek, ker sem ga res komaj čakal, tako da jaz sem v redu, upam, da ste tudi vi vsi v redu. Veliko vprašanje bo glede TikToka. Zakaj TikTok, koliko časa že TikTok? S TikTokom sem jaz začel že tako 2 leti nazaj, se pravi leta 2000... Wow, 2 leti nazaj, that was a lie. No, lansko let februarja sem si ga jaz naredil. Že lansko sem imel jaz gum pritisk, čak malo, vsi imajo neko aplikacijo TikTok, ali bi jaz to naredil. In sem si jaz to dol zdownloadal in jaz sem imel enostavno občutek, ker nisem še vedel, kaj se dogaja, da če imaš TikTok, da ti dejansko moraš objavljati. Hočeš ali nočeš, ti moraš objaviti. In sem jaz večer naložil en posnetek tako iz galerije čist kar neki. Jaz grem spat in ko se jaz zjutraj zbudim, imel tisti video posnetek 8000 ogledov. Ti se bo zame takrat ogromen, fenomenalno in sem bil sam gunil čak. Kva se tle zdaj dogaja? In ko sem jaz videl priložnost v temu, da je mogoče dosti lahko dobiti veliko ogledov, oziroma takrat sem imel tak občutek, sem rekel, ne, jaz to ne bom zbrisal, bomo nadaljevali s tem TikTokom. Tako da to se je začelo. Tako se je začelo. Koliko časa že imaš TikTok od lanskega od februarja? Koliko si star? 21. Ne, jaz sem star 23, kaj pa izma? Koliko si visok? 1,93 m, kaj si v poklicu? V poklicu sem grafični oblikovalec in pa fotograf. Zakaj si v Ljubljani? Ok, to vprašanje sem tudi velikokrat dobil, prej zaradi faksa. Zdaj pa dejansko vse, kar delam, moje službe, vse je v Ljubljani. Oblikujem v Ljubljani, snimam v Ljubljani. Koliko kil imaš? 74 kil, tako visok pa zelo malo me skupaj, ampak če bi vi vedeli, koliko jaz veliko pojem, pa se me čist nič ne prime, tako da jaz se moram tle zahvaliti genetiki, pa mojemu metabolizmu. Cel življenje sem poslušal, a ti sploh kaj ješ? A vi doma sploh kaj kuhate? Girly, to je samo metabolizem toliko dober. In starejši, ko sem, bolj sem zadovoljen z mojim hitrim metabolizmom, ker se že bližamo starosti 25. Kakšne ocene si imel v osnovni šoli in kateri predmet ti je bil najbolj všeč? Jaz sem v osnovni šoli bil tako. Veliko ljudi vas tega ne ve, ampak jaz sem tako celo osnovno šolo, pa še 1 let pa pol v srednji šoli treniral. Ampak tako, mi smo trenirali tako veliko in tisti treningi so meni tako vzeli veliko prostega časa, pa tekme, pa ne tako samo treningi so mi vzeli veliko prostega časa, ampak tudi tako mentalno. Pač jaz sem imel gune treninge skozi v misli in šola ni bila tako moja prioriteta. Tako da moje ocene v osnovni šoli niso bile najbolj blesteče, vedno sem bil tako dober, prav dober, oziroma ne, dober nisem bil nikoli, vedno sem bil prav dober, odličen nisem bil nikoli tako. Kar se pa tiče mojega najljubšega predmeta, definitivno likovna vzgoja. To je bilo zame, gremo risati. Kako si in kaj počneš, ko ne snimaš TikTokov in YouTubeov? Hvala lepa. Kaj delam, ko ne snemam? That's a good question. Kaj so moji hobiji? Ok, ne, real talk. Jaz zelo cenam svoje prijatelje, svoje dobre prijatelje, tako da dejansko druženje s prijatelji je na moji prioritetni listi. Obožujem adrenalin, that's a lie. Zdaj sem tako najbolj daleč od adrenalinskega človeka, tako da ne vem. Kva gre danes meni vse po glavu? Danes je tako Q&A in govorim vse stvari, ki se sploh ne tičejo mene. Anyway, zelo rad hodim v hribe, zelo rad hajkam, zelo rad kolesaram. Jaz sem čisti Gorenjec, tako da mi smo v naravi 3/4 časa, tako da vse, kar se tiče zunanjih aktivnosti, sign me up, bitch. Leto. Pohorje ali Gorenjska, definitivno Gorenjska. Jaz mislim, da je tako prvo kot prvo Slovenija
je meni cela odlična, popolna, ne bi mogel biti bolj zadovoljen, da živim tukaj, kjer živim, ampak jaz bom mogel potegniti z Gorenjci, ker je tako Gorenjska najlepša. Z razlogom cela Slovenija hodi na Gorenjsko, tako da, to ti bi že mogel odgovoriti. Tako da zdaj prosim vsi v komentarjih, ki niste z Gorenjske, niste nič manj vredni, samo meni je pač Gorenjska. Vprašanje, ki mu enostavno ne morem pobegati, ker se vedno ponavlja, koliko botoksa imaš v ustnicah. In zdaj mislim, da je caj, da odgovorim. In odgovor je nič. Nič! God damn it! Ne vem, zakaj vam deluje, da bi imel, ne vem, botoks v ustnicah, ampak jaz se moram zahvaliti spet genetiki. Ampak ja, ne, nimam nič botoksa. Tako da upam, da sem enkrat in zavedno odgovoril. TikToker Lilian X nima botoksa v ustnicah, nič. Ampak hvala, jaz bom to vprašanje vzel kot kompliment in čisto nič drugega. Jaz sem na vsa vaša vprašanja odgovoril, upam, da ste izvedeli kaj več, zdaj pa gremo še na domneve. Ok, za vse tiste, ki še ne veste, jaz sem dal isto na story, povejte domneve o meni. Se pravi, ljudje so napisali, kaj oni mislijo, da zame drži ali pa ne drži. To so nekako domneve. Se vem, da vsi veste, kaj so domneve, samo bom vsem povedal. Se pravi, jaz bom pa te domneve ali zanikal, ali obrazložil, ali pa potrdil. Tako da ja, to bo še zanimivo. Prva domneva je bila prijazen in to mi zelo veliko pomeni, ker dejansko sem zelo prijazen. Vem, da ne delujem tako, ampak sem kar eden izmed bolj prijaznih ljudi, ki jih boš ti spoznal v lifeu. Bi pa tukaj dodal, da sem tako, nisem fake prijazen, ampak sem tako realno prijazen. No bullshit with me. Bil si odličnjak, to sem že danes povedal, da nisem bil. V moji glavi sem odličnjak. Ampak ja, nikoli se mi ni zdaj šlo, da bi bil odličen, ker to je tako najbolj irrelevant stvar v celem lifeu, ampak okej. Ful vsemu verjameš. Čakaj malo. Dejansko je tukaj zelo lahek odgovor, odgovor je ne. Ali sem naiven, ali vsemu verjameš. Jaz človeka zelo hitro preberem, zelo hitro mi je jasen, ali blefira, ali ne blefira. Zdaj ne vem, ali ima to kaj zraven, da sem jaz po horoskopu oven. Ampak ja, no, odgovor na to domnevo je ne verjamem zelo hitro vsemu, kvečemu mi moraš prepričati v karkoli. Ja. Star si 18, ne. Po moji si šprical srednjo šolo. Zdaj se bo pa to slišalo tako najbolj good boy na celem svetu. V celi srednji šoli jaz tudi ene prešpricane ure nisem imel. Verjameš ali pa ne, jaz nisem imel ene neopravičene ure. Ne vem, kako je to meni ratalo, ampak tako prvi letnik mi je šlo, drugi letnik mi je šlo, pa je pa že guna fora. Če sem že 2 leti šel brez prešpricanih ur, dajmo še 3. pa 4. A si bogat? Odgovor je ne. Ne bi rad jamral, ker vem, da je veliko ljudi še v slabši situaciji, kot sem pa jaz kadarkoli bil. Če mi pa še kdo ne verjame, pa pojdite samo pogledati moj content na TikToku. Dajte mi povedati, če bi kakšen bogat človek se imel toliko samozavedanja, da bi delal posnetke, če imate te stvari, ste zame bogati. Če delate to, ste zame bogati. Verjetno nekdo z denarjem do tega sploh ne bi prišel. Nekdo je napisal, da sem super človek. Odgovor je na to tako, da zase ne moram reči, je pa zelo tako, kakor boš koga vprašal. Pa na meni je zelo tako, nekomu sem super, nekomu nisem super. Obožuješ morje, ampak sovražiš morsko hrano. Ne, obožujem morje, to absolutno. Morsko hrano tudi obožujem. Edina stvar, ki od morske hrane je tuna, tako da ja, vse, ki vas je to zanimalo. Ok, smo že pri zadnji domnevi današnjega videoposnetka, si brez dlake na jeziku. Po pravici povedano se jaz v to škatlo ljudi, ki so brez dlake na jeziku, nočem dajati, ker je zelo velika, majhna razlika, zelo majhna meja med kretenom pa med človekom, ki je brez dlake na jeziku. Tako da, mogoče sem po eni strani brez dlake na jeziku, po drugi strani pa ne, ker imam spoštovanje, ker sem lepo vzgojen. Ne vem, kaj to zgoj rečem, ampak tako no, lahko bi se rekel, da si upam več stvari na glas povedati, kakor si jih večina misli, da sem pa brez dlake na jeziku ne, zaradi tega, ker nimam osebnega zadovoljstva po tem, da bešam, ne vem, kaj je slovenska beseda za bashing people, nimam osebnega zadovoljstva o temu. Jaz ne moram hate komentirati, dajati hate komentarjev, zato ker to ne bo zakrilo nobenega zadovoljstva v meni, ker deep inside sem zelo zadovoljen človek, srečen človek, ker grem spat, sem srečen in to tudi meni v življenju največ pomeni. Tako da ja, za vsakega nekaj drugega pomeni, da si brez dlake na jeziku. In na tej točki bom jaz tudi tale video zaključil. Jaz sem ful zadovoljen s tem videa tam. Bil je tako all over the place. Jaz se zelo opravičujem, ker vse bom še spet tale video obdelovati, bom sam govoril, kaj ti govoriš? Kaj ti govoriš? Tako da upam, da ste izvedeli kaj več o meni, upam, da sem razbil kakršnekoli govorice o meni. Če vam je bil tale video všeč,
Če sem vam jaz všeč, dajte lajkat video in pa še želel bi, da komentirate, kaj je bila ena domneva o meni, ki sem jo danes zanikal oziroma vam dokazal drugače. Ker me dejansko zanimajo, kakšne domneve imate o meni. Ne pozabite se subscribati na Džunglin kanal, ne pozabite lajkati tegale videa. Tukaj na levo sem ti bo pokazal en video, ki si ga mogoče zamudil in ti ga mi predlagamo. Tukaj sem ti bo pokazal prejšnji video, tako da lepo se majte in se vidimo v naslednjem posnetku. Ajde!